Ja, lep pozdrav. No, končno se je zgodil ta tako imenovani referendumski dan. Trudili smo se že od novembra meseca lanskega leta, da bi poskušali zakone, proti katerem so vložene zahteve za referendumsko odločanje, obravnavali, da bi to glasovanje opravili na isti dan, vendar do sedaj je vladna koalicija to vedno izigravala, bodisi tako, da je predlog poslala na presojo ustavno sodišče ali pa s kakšno drugo odločitvijo. No, tokrat imamo na isti dan 3 odločanja. Glasovali bomo o 3 zakonih, o 3 slabih zakonih in tudi predlog je, da proti vsem 3 zakonom, slabim zakonom levega trojčka glasujemo proti. Skratka, zato pa obstajajo tako vsebinski, kot tudi lahko rečem varnostni razlogi. Ta vlada, ki deluje približno 2 leti in pol, je tista vlada v Evropi, ki je iz ene najuspešnejših, najperspektivnejših držav ob zaključku prejšnjega mandata postavila pač v vlogo države, ki postaja eden večjih problemov v Evropski uniji. Zelo enormno narašča javni dolg. Trend naraščanja javnega dolga je v bistvu največji v državah Evropske unije. Za 100% se je povečal v teh 2,5 letih tega mandata. Izredno se je v tem obdobju zmanjšalo število zaposlenih, brezposelnost je enormno narasla in to dejansko predstavlja problem za vse blagajne, to se pravi tako za pokojninsko blagajno, za zdravstveno blagajno in pa seveda za državni proračun. Za državni proračun pravzaprav dvakratni problem. Prvi zato, ker ni vplačil v državni proračun in drugi zato, ker je potrebno plačevati še dodatno razne socialne transferje. Vendar problem, katerega želi rešiti vlada, ni problem dolžine delovne dobe, ni problem bonusov, malusov. Problem je predvsem to, da v obdobju, ko je bilo to najbolj potrebno in to možno, vlada ni sprejela ukrepov, s katerim bi prestrukturirali gospodarstvo in omogočili tistemu delu gospodarstva, ki je imelo programe, ki je imelo kupce, da bi se na te nove razmere adaptiralo, ohranilo delo, dobilo novo delo. In zdaj smo v situaciji, ko je več ali manj veliko teh ljudi prišlo na zavod za zaposlovanje. Velik del tujcev se je odselil v svoje rodne dežele, nekaj tisoč se jih je upokojilo, več tisoč prek prekladajo po raznih evidencah. Da je vlada skuša te probleme, ki so se nakopičili zaradi tega neučinkovitega dela, reševati z posegom v pravice, dosedanje pravice, pridobljene pravice določenih socialnih skupin. Socialne skupine se upirajo tudi zato, ali pa predvsem zato, ker predlogi, ki jih prinaša na dnevni red, niso ne politično, še manj pa ekonomsko, socialno usklajeni z partnerji, ki so sestavni del teh postopkov. Prav zato smo pravzaprav priča nekemu splošnemu ljudskemu odporu proti predlogom vlade. Velik del teh iniciativ, da se pride do referendumskih odločitev, je nastalo prav na pobudo teh civilnih skupin, sindikatov, študentov. Obeta se nam tudi še nov referendum glede družinskega zakonika. Skratka, vsi tisti, ki so bili v teh postopkih priprave zakonov izigrani, sedaj poskušajo z tem zadnjim orodjem, ki me še preostal, to pa je ljudsko odločanje oziroma referendum. Vlada je s temi svojimi predlogi omejevanja, bodisi pri pokojninah, bodisi pri medsosedski pomoči, pravzaprav dvolična. Na eni strani posega v
v neko ureditev, ki jo je javnost v prejšnjih reformah sprejela, jo je tudi uporabljala, tudi recimo kar zadeva to medsosedsko pomoč. Vlada je s tem radikalnim pristopom v to posegla in pričakuje neke rezultate. Po izračunih vlade pa so ti pravzaprav pičli, komaj 0,1% bruto družbenega proizvoda. Po drugi strani pa ta ista vlada ni sposobna zarezati v klientelizem in korupcijo, ki se dogaja v njenih lastnih vrstah. Pravzaprav vsi, ali pa velik del najvišjih funkcionarjev koalicije, najvišjih funkcionarjev izvršne te države je tako ali drugače vpet v razna klientelistično koruptivna dejanja. Spomnimo se recimo samo odločitev glede nacionalnega preiskovalnega urada, spomnimo se zgodb na Darsu, spomnimo se problemov pri javnih naročilih, spomnimo se odtekanja denarja javnega denarja preko tihih družb, in še vrsto teh stvari bi lahko našteli. Skratka, vlada bi lahko z odločitvami, ki so popolnoma v njenih rokah, z spremembo recimo na enem ministerskem mestu ali pa v neki instituciji dosegla najmanj tolikšen učinek, kot je učinek celotne pokojninske reforme. In če bi vlada tu aktivno posegla in marsikaj je, če neposredno, pa celo neposredno za to pristojna, ne bi bilo potrebno sprejemati nobenih dodatnih ukrepov, ki bremenijo ljudi, ki otežujejo življenje ljudi, ki načenjajo solidarnost in tudi druge vrednote, ki smo jih razvili v tem času. Skratka, predlagamo, da ljudje, da se volivci odločijo trikrat proti predlogom levega trojčka in da s tem tudi pokažejo, kaj si dejansko mislijo, ne samo o njihovih predlogih, ampak tudi o vladi, ki nas je pripeljala v tak pravzaprav brezizhoden položaj. In jaz upam, da bo po 5. juniju, ko bodo delali analizo rezultatov referenduma, da do takrat sprejeli kakšno modro odločitev in najboljša odločitev bi bile zagotovo predčasne volitve, ki bi postavile nov koncept, s katerim bi potem že do volitev postavili bi najbrž nov koncept in pa tudi bistveno spremenili odnos do tistih, ki so jim reforme, ki so jim zakoni, ki so jim ukrepi namenjeni. Nobene potrebe ni, da toleriramo vlado, ki na eni strani prizadene predvsem najniže socialne sloje in potem z morda kakšnimi ukrepi poskuša kaj pomagati, na drugi strani pa tolerira prekomerno trošenje javnih sredstev za svojo klientelistično mrežo.